Po zmagi v Ljudskem vrtu je z menoj naš trener Dušan Kosič. Dušan, iskrene čestitke za zmago v 99. štajerskem derbiju. Maribor zapuščamo z novimi 3 točkami, že z osvojeno 64. in pa 18. zmago v tej sezoni. Kako ste vi videli teh 90 minut pod Kalvarijo? Zelo disciplinirano, čakali smo na svojo priložnost, zopet smo imeli kanček sreče. Torej, tisti avtogol je nekako tudi usmeril tekmo v drugo smer. Bili smo zelo disciplinirani, fantom nimam praktično kaj očitati ali zameriti in pokazali so tako podobo, kot smo si jo samo lahko želeli pred to tekmo. Maribor nas ni takoj na začetku napadal, vendar se zdi, da bi bilo kaj takšnega za naš protinapad v tem trenutku nekoliko prenevarno. Torej, Maribor je šel z optimalno postavo, videli se, da ne podcenjujejo nič, da so bili tudi oni optimalni in zato je moje veselje še toliko večje, da so fantje uspeli zdržati to in pokazati tak obraz, kot si ga želimo. Prednost 2 zadetkov že ob polčasu je bilo zato kaj lažje? Ne. Maribor se je znal že vračati zelo hitro. Jaz sem si želel v bistvu, da prvih 15 minut drugega polčasa preživimo in da ta nek pritisk tako da, ampak ste videli na koncu, ko so dali gol, je bilo še par minut, kjer bi se lahko zadeve zakomplicirale, ampak razen teh 5 minut, mislim, da je bila naša podoba zelo dobra in da si tako podobo želimo čim večkrat ponoviti. Kako zelo smo na koncu trpeli? Veliko, bili smo tudi živčni na koncu, veliko emocij je bilo, seveda si nismo želeli na koncu izpustiti iz rok tisto, kar smo gradili čez celo tekmo, tako da fantom kapa dol, bili so briljantni, bili so odlični in to za danes, jutri je že nov trening, treba se prešteti, treba se pripraviti za naslednjo tekmo in fantom samo sporočilo, da bojo mogli tako obraz, ki so ga zdaj pokazali, kazati tudi vnaprej. Vselej radi poudarjate, da nogomet slej ko prej vrne v vložen trud. Je vrnil kanček vloženega tudi v tej končnici? Ne, ni rečeno, da vrne vloženi trud, torej naše je, da naredimo vse za to, kar je v naših močeh. Včasih ti nogomet da, včasih ne. Mi smo že v preteklosti imeli kar nekaj težkih trenutkov, kjer smo si mogoče več zaslužili, pa nismo dobili, ampak danes smo bolj zreli, bolj odločni, pa zato se nam tudi moment sreče nekako pojavi takrat, ko ga najbolj rabimo. Dušan, zdaj je jasno, tudi že v teoriji, nogometni klub Celje bo Slovenijo v novi tekmovalni sezoni zastopal v Evropi. Ja, to nas veseli. 3 leta smo se borili za to, v bistvu 2 leti in pol, tako da 2-krat smo za las ostali prikrajšani in danes sem srečen zaradi tega, ko lahko tudi matematično potrdimo, da smo se uvrstili v Evropo in fantom kapa dol, to je skupina predanih fantov, kulturnih, vljudnih, ne vem, kaj bi še povedal, kaj vse so. Ponosen sem na njih, ponosen sem na cel strokovni štab, ki se z njimi ukvarja, ponosen sem na klub, ki nam omogoča, da upravljamo svoje delo in trenutno je lepo biti del nogometnega Celja. Dušan, s temle zaključiva. Najlepša hvala in čestitke še enkrat. Hvala.